Spoštovani zbrani, lepo pozdravljeni in dobrodošli na osrednji prireditvi ob 15-letnici ustanovitve Nove Slovenije krščanskih demokratov. 4. avgusta leta 2000 je Nova Slovenija v slovenski politični prostor vstopila brez vsakršnih dolgov in hipotek, tako finančnih kot moralnih. Delovati želimo povezovalno in ustvarjati pogoje za preseganje neplodnih ideoloških delitev. Delovati želimo prav tako na poti in tudi zaradi nezadovoljstva s stanjem, saj so nekatera ključna načela evropske krščanske ljudske politike ostala brez verodostojnih predstavnikov. Tako je na ustanovitvi stranke povedal njen prvi predsednik, dr. Andrej Bajuk. 15 let si stranka prizadeva slediti ciljem, ki jih je začrtala ob svoji ustanovitvi. 15 let se že vsak posebej, zlasti pa člani vodstva stranke prizadevate, da bi sledili zadanim ciljem. V prvi vrsti tem ciljem sledi vodstvo stranke na čelu s predsednico Nove Slovenije krščanskih demokratov, gospo Ljudmilo Novak, ki jo lepo pozdravljam v naši sredi. Seveda pa dobrodošli in toplo pozdravljeni vsi, posebej še tisti, ki ste od leta 2000 tako ali drugače, bodisi v parlamentu, na stranki, na terenu, v občinskih odborih, Evropskem parlamentu in sploh povsod so ustvarjali in ustvarjali Novo Slovenijo. S tem ste nadaljevali gradnjo krščanske demokracije, katere začetki segajo v leto 1989. Brez vas danes gotovo ne bi bilo tega praznovanja. Torej, dobrodošli, lepo pozdravljeni in predvsem iskrena hvala. Vsem zbranim pa lepe pozdrave preko predsednice Nove Slovenije, gospe Ljudmile Novak, pošiljajo tudi tisti, ki se prireditve niso mogli udeležiti. Med njimi gospa Katarina Bajuk, gospa Marija Bernik, gospod Ivan Oman, gospod Jože Ostrc in gospod Andrej Capuder. Preko video sporočila pa pozdrave pošilja tudi predsednik osamosvojitvene vlade in evropski poslanec Lojze Peterle. Drage krščanske demokratke in krščanski demokrati v Novi Sloveniji. Pred 15 leti smo se odločili, da ohranimo našo jasno smer, naša demokratska izhodišča z ustanovitvijo Nove Slovenije. Želeli smo jasno identiteto, želeli smo nadaljevati iz izhodišč, ki smo jih postavili že leta 1989. Jaz sem vesel, da krepimo ta poudarek na demokratskih vrednotah, ki jih delijo številni naši ljudje doma in po svetu, in naša izhodišča ostajajo jasna, projekt Nove Slovenije pa ostaja tudi jasen in zavezujoč. Želim si, da ukrepimo naše sile v naslednjem desetletju in pomagamo Sloveniji naprej iz krize, ki še ni premagana. Iskreno čestitam o 15-letnici in vam želim močno praznovanje. Spoštovani zbrani, preden nadaljujemo s programom, je prav, da se z minuto molka spomnimo vseh tistih, ki so do danes vodili in delali za krščansko demokracijo, za Novo Slovenijo. V prvi vrsti prvega predsednika, dr. Andreja Bajuka. Naj bo pa naša minuta molka usmerjena tudi k aktualnim problemom, k tisočim, ki so v minulih dneh, tednih in mesecih zaradi vse večje begunske krize izgubili življenje. Besede iz knjige knjig nas učijo. Resnično povem vam, kolikor niste storili enemu od teh najmanjših,
tudi meni niste storili. Ti pojdejo v večno kazen, pravični pa v večno življenje. Gospod, daj jim večni mir in pokoj, naj počivajo v miru. V programu Nove Slovenije je med drugim tudi zapisano, da je družina temelj naše družbe. Zato bodo krščanski demokrati tudi v prihodnje oblikovali politike in ukrepe, ki so usmerjeni k družini in otrokom ter omogočajo vsaki družini in vsakemu otroku enake možnosti. Kako je to pomembno, se posebej zavedajo tudi v družini Šuštar. 8 otrok, oče in mati so lahko vsem nam zgled in ponos, da je družina tisto bistvo, brez katerega razvoj družbe ni mogoč. Skupaj z njimi smo se že poklonili državi, sedaj pa se nam bodo predstavili skladbo Moje pesmi, moje sanje. Prosim.
Cenjene gospe in gospodje, vabljeni k spremljanju slavnostnega nagovora ob 15-letnici ustanovitve Nove Slovenije krščanskih demokratov. Gospe in gospodje, predsednica Nove Slovenije, gospa Ljudmila Novak. Spoštovani člani in članice Nove Slovenije, dragi prijatelji, spoštovani gostje. Vsi vlaki z vseh koncev Slovenije so pravočasno prispeli, zato lahko začnemo praznovati. Vsi dobrodošli. Hvala vsem, ki ste tukaj in tudi vsem, ki se z nami veselite. Nova Slovenija je nastala iz potrebe in iz nujnosti, da v Sloveniji ohranimo krščansko demokracijo. Njene vrednote so temeljne vrednote demokracije nasploh. To so vrednote, iz katerih je vzklila združena Evropa. To so vrednote, ki nam narekujejo pravičnost, poštenost, solidarnost, demokratičnost, miroljubnost, sodelovanje, medsebojno spoštovanje in odgovorno ravnanje tudi v politiki. To so vrednote, ki ustvarjajo boljši svet in zagotavljajo spoštovanje in upoštevanje slehernega človeka, ne glede na njegovo narodno, rasno, politično pripadnost, ne glede na spol ali premoženjsko stanje. Zaradi spoštovanja teh vrednot je Evropska unija najbolj zaželeni cilj mnogih ljudi, ki iščejo varnost, zatočišče in boljše življenje. Prav sedaj je s pritiskom beguncev na nekatere države Evropa tudi v veliki preizkušnji. Sami omenjenih težav ne bomo rešili. Potrebno je zavedanje, da lahko le s skupnimi močmi in z usklajenim delovanjem svetovnih organizacij, velesil in tudi članic Evropske unije pridemo do ustrezne rešitve. Nujno pa je poudariti, da je potrebno probleme reševati najprej pri izvoru. Dober zgled, kako se stabilizira države, zatre skrajno ideologijo in zagotovi mir, predstavlja Evropa po drugi svetovni vojni. Svetovni voditelji morajo le pogledati nekaj desetletij nazaj. Rešitve obstajajo, seveda pa je zanje potreben političen pogum. Zgodovina, kultura, običaji in način življenja Slovencev so močno povezani prav z vrednotami krščanstva in krščanske demokracije, čeprav se mnogi tega v celoti niti ne zavedajo. Zato bi bilo nepojmljivo, da v Sloveniji ne bi bilo krščansko-demokratske stranke, ki prav v največji meri zastopa prav te vrednote. Ko je po združitvi SKD-ja in SLS-a bilo čutiti, da je krščanska demokracija postavljena na obrobje, smo krščanski demokrati ugotovili, da je potrebno ustanoviti novo stranko. 4. avgusta leta 2000 je dr. Andrej Bajuk skupaj z drugimi ustanovnimi člani postavil temelje za novo stranko in tako pripomogel k ohranjanju krščanske demokracije v Sloveniji. Hvala vsem, ki ste pri tem sodelovali, in hvala vsem, ki ste zaupali in verjeli v Novo Slovenijo tudi takrat, ko je bilo to najtežje po parlamentarnih volitvah leta 2008. In tisti, ki smo vanjo verjeli, smo tudi vztrajali v njej, delali naprej in jo znova pripeljali nazaj v parlament. Hvala vsem, ki ste verjeli, zaupali in delali tudi takrat, ko so nam mnogi napovedovali izginotje in nam privoščili razpad. Ker smo verjeli v naš končen cilj in ker smo držali skupaj, smo ga tudi uresničili. Hvala vsem.
Če na tisto težko obdobje pogledamo tudi z pozitivne strani, potem lahko rečemo, da se je stranka takrat očistila tistih, ki niso iskreno verjeli v krščansko demokracijo. Tudi zato smo danes močnejši. Spoštovani, ko praznujemo, je prav, da se spomnimo tudi naših uspehov in lepih trenutkov. Več kot besede nam bo o tem spregovoril film, ki so ga zmontirali kar naši domači strankini mojstri, za kar se jim najlepše zahvaljujem. Tudi to je Nova Slovenija. Marsikaj znamo narediti sami. V marsičem smo se morali opreti na lastno znanje, lastne finance, požrtvovalnost naših članov in na podporo naših prijateljev. Le tako smo preživeli najtežje čase, da se sedaj lahko veselimo 15. obletnice. Lahko se veselimo tudi naše vztrajne rasti in podpore. Lahko se veselimo spodbudnih besed mnogih uglednih ljudi, gospodarstvenikov in strokovnjakov, ki verjamejo v naše delo in prav v Novi Sloveniji vidijo resno in pošteno stranko ter novo upanje za Slovenijo. Do sedaj je bila v Sloveniji ideologija glavno vodilo, po katerem smo razvrščali stranke v leve in desne, v komunistične in antikomunistične. S pomočjo ideologije, ki spodbuja čustvene reakcije, je najlažje nagovarjati volivce in jih tudi velikokrat zlorabljati za ohranitev ali pridobitev oblasti. To pa ni bistvo politike. Nova Slovenija je stranka, ki se zavzema za uveljavitev bistva političnega delovanja, to je delo za skupno dobro in iskanje rešitev za potrebe današnjega časa in današnjega človeka. Krščanski demokrati za to delo črpamo iz vrednot krščanske demokracije, ki v središče postavlja spoštovanje človeka od spočetja do naravne smrti in spoštovanje stvarstva ter odgovorno ravnanje z naravo in dobrinami tega sveta. Našo politiko želimo uresničevati na podlagi iskanja dobrega in ne na podlagi sovraštva, delitev ali laži. Lotevamo se nalog, ki so za Slovenijo pomembne, čeprav morda niso vedno všečne. Ne zanimajo nas kratkoročni politični projekti, s katerimi bi nabirali le poceni politične točke. Zanimajo nas tudi težke naloge, ki lahko Slovenijo obrnejo na bolje. Uspelo nam je postaviti temelj, da se proces sprave lahko v resnici tudi nadaljuje. Intenzivno delamo na boljšem davčnem okolju in boljšem zdravstvenem sistemu. Zdi se, da je včasih naš trud premalo nagrajen in upoštevan, vendar nam to ne bo vzelo moči in volje. Pomembni smo za slovenski prostor in našo domovino, ki se še vedno ni osvobodila spon preteklosti, delitev in manipuliranja različnih ljudi in interesnih skupin s poštenimi in delovnimi ljudmi. Naše vodilo je iskanje rešitev, realnih in pravih rešitev in ne zgolj populistično pihanje na dušo eni ali drugi skupini ljudi, ki bi kupila poceni obljube. Vemo pa, da se na tem svetu nenehno bije boj med dobrim in zlom, med resnico in lažjo. Mnogokrat laž preopije resnico in zavede najbolj iskrene in poštene ljudi. To nas ne sme odvrniti od naših prizadevanj za resnico, za boljšo in pravičnejšo Slovenijo. Morda ostanemo le gorčično zrno, predvsem pa moramo ostati sol, ki se ne skvari. Spoštovani, vabim vas, da še naprej ostajamo zvesti Novi Sloveniji, predvsem pa zvesti vrednotam krščanske demokracije. Zaradi zvestobe temeljnim civilizacijskim vrednotam smo Sloveniji potrebni in ne zaradi nas samih.
Nova Slovenija ima vrednote, ima najboljši program, ima poštene in odgovorne ljudi, ima tudi poštene namene in čuti odgovornost za svojo domovino. Zaradi vsega tega nas Slovenija potrebuje in mnogi vidijo upanje prav v nas. Vabim vas, da skupaj nadaljujemo z delom za odgovorno politiko na vseh nivojih, na lokalnem, državnem in evropskem političnem parketu. Naši župani so zgled odgovornih voditeljev. Poslanci se trudimo biti zgled odgovornih in konstruktivnih odločevalcev v slovenskem in evropskem parlamentu. Mnogi naši člani ste aktivni tudi v humanitarnih in kulturnih društvih, ter tako skupaj delamo za naše skupno dobro. Stranka bo z nadaljnjim trdim in samostojnim delom prevzela po naslednjih volitvah, smo prepričani, še večjo odgovornost. 20. obletnico stranke bomo praznovali v času, ko bo prav Nova Slovenija izvajala v Sloveniji nujne strukturne reforme na področju gospodarstva, zdravstva in pravosodja. Vse to za boljši jutri nas vseh, starejših, predvsem pa mlajših generacij, ki trenutno v Sloveniji nimajo najboljše perspektive. Nova Slovenija ima konkretne predloge za podporo gospodarstvu in za boljše življenje državljanov. Nova Slovenija ima konkretne predloge za reformo zdravstva. Nova Slovenija se zavzema za mir in spravo s konkretnimi zakonodajnimi rešitvami. Nova Slovenija lahko sodeluje z vsakim, ki ima dobre namene in predloge. Nova Slovenija ne bo podpirala ničesar, kar je v škodo državljanov in naše domovine, in ničesar, kar nas bi vračalo v čase totalitarizma ali spodbujalo delitve in spore med ljudmi. Spoštovani krščanski demokrati, dragi prijatelji, naša domovina je za nas najlepša in najbolj dragocena, čeprav spoštujemo tudi druge narode in države. Za našo domovino smo tudi najbolj odgovorni. Zato bomo v Novi Sloveniji še naprej odgovorno iskali odgovore za prihodnost naše domovine, naših državljanov in naših otrok. Odgovorno, pošteno in z zaupanjem, da je krščanska demokracija prava in najboljša rešitev. Nova Slovenija naj postane močna lokomotiva, ki vleče svojo kompozicijo varno po novih tirih za doseganje novih pravih ciljev. Hvala, da se z menoj strinjate, hvala, da ste prišli, iskrene čestitke vsem, držimo skupaj in še naprej bo naša pot lepa, dobra, prava, polna upanja, zato bomo delali. Držimo skupaj in hvala, da ste prišli. Iskrena hvala, gospa Ljudmila Novak, za vaše spodbudne besede. Šopek pa je prejela iz rok častnega člana in nekdanjega župana Ljubljane, doktorja Jožeta Strgarja. Hvala lepa za to gesto. Gospa Ljudmila Novak, v govoru ste poudarili, da vseh uspehov stranke ne bi bilo brez prizadevnih članov in članic, pa tudi strankinih funkcionarjev tako na lokalni kot državni ravni. In če se malo poigram, 15 in koliko je 100? 85. Torej še toliko stranka potrebuje, da bo dohitela kar 4 stoletnice članice Nove Slovenije. Gospe Marija Arih iz Maribora, Jožica Eber iz Ljubljane, Ivanka Klemen iz Kamnika in Lojska Mali, prav tako iz Kamnika, so letos obhajale 100 let. In v minulih dneh jih je obiskalo tudi vodstvo Nove Slovenije na čelu s predsednico.
In kaj nam sporočata dve stoletnici? Gospa Arih in gospa Eber sta nam sporočile naslednje. Kaj jih želim? Želim jim, da dela kot dela, da še boljše dela, da se razširi in da bojo ljudje več razumeli in več sodelovali. Da bi bilo vsaj vam tako, kot je v Novi Sloveniji. Še boljš, pa še boljš, pa še boljš. Gospa Novakova ima pravo politiko. Prav? Pravo. Normalno življenje, taka hrana, ko je treba, ne pretiravati, pa ne nič preveč tankati. Bomo k nasvetu stoletnice o ne preveč, pa vseeno ravno prav tankanju prišli ob sklepu naše prireditve, ki je v celoti pripravilo glavno tajništvo Nove Slovenije. Tudi vsi videofilmi, ki jih boste videli v nadaljevanju, so delo glavnega tajništva, pri čemer gre velika zahvala za trud Andreju Cimpršku. A besede naj zamenja pesem. Vabilo so se odzvali člani skupine Kvartopirci, ki jo sestavljajo basist Gorazd Zapušek, baritonist Jure Jaklič ter tenorista Samo Kališnik in Tomaž Krt. Skupina je s prepevanjem začela pred dobrimi 3 leti. Gospe in gospodje, Kvartopirci se nam bodo predstavili z 2 skladbama, Moja in Večja od neba. Prosim. Obrisal ti bom solze, to zdaj edino je, kar znam. Veš, jaz verjamem vate, a nesiguren sem, priznam. Midva skupaj sva, večja od neba. Vse, kar je tukaj zdaj. Objemi me, ne spusti me, ena je ljubezen moja, kratko je življenje, prekratko je. Čista, bela duša tvoja, zasuha usta moja, kot voda je. Oprosti za besede, takega sploh se ne poznam. Ko pride strah me zmede, strah da odnesete drugam. Midva skupaj sva, večja od neba. Vse, kar je tukaj zdaj. Objemi me, ne spusti me, ena je ljubezen moja, kratko je življenje, prekratko je. Čista, bela duša tvoja, zasuha usta moja, kot voda je. Je ljubezen moja, kratko je življenje, prekratko je. Čista, bela duša tvoja, zasuha usta moja, kot voda je.
brisal ti bom solze. Na stran. Lep pozdrav Novi Sloveniji iz Stotega Maribora, metropolitanskega mesta, prestolnice vinorodnih področji in veselih Štajercev. Nova Slovenija ob svoji 15-letnici, ko se bliža svoji polnoletnosti, naj vztraja na svoji poti, naj ostane samo svoja in stranka, ki iskreno skrbi za skupno javno dobro. Prav iskrenost je karizma naše predsednice in naše stranke in naj tudi v prihodnje Nova Slovenija bo stranka, ki skrbi za skupni javni interes in javno dobro pred osebnimi interesi in tudi v prihodnje naj veljajo njene korenine, beseda velja. Nova Slovenija bi jo opisal kot moški, kar Bog nas je ustvaril kot moške in ženske. In ko moški zagleda, ki ni veza neko žensko, reče, ta je prava, ta je tista, ki je meni zapisana v srce. In to jaz čutim za Novo Slovenijo, ki je edina ta prava, ki je podaljšek tega, zaradi česar sem se na javno pot podal, to je Slovenskih krščanskih demokratov leta 1990. Stranki Nova Slovenija krščanski demokrati želim, da bi znala tudi po 15 letih pogumno zagovarjati krščanske vrednote in suvereno nastopati v slovenskem političnem prostoru, da bi bila stranka dobrih in pošteno delujočih ljudi. Vse najboljše Nova Slovenija, vse najboljše krščanski demokraciji. In lep pozdrav iz Ljubljane. Tisto jutro sanjal sem o tebi in čutil, kot da ob meni si greš mlado telo. Sam sem in že dolgo čakam na te in prosim Božje junake, da naj me k tebi spusti. Nisva se še srečala midva, a v sebi slutiva, da na svetu drug po drugem kličeva. Moja ljubica si moja, v sanjah roka tvoja, Boža mi srci. Povej mi si vsaj malo moja, ljubica si moja, pravljica naj tvoja, z mano se začne. Poigravam s tvojim sejminom, dotakneš se me s pogledom in skriš se med ljudi. Ko po noči dušo veže miru, zaprem oči in se vdiru, spet k tebi piljem nazaj. Nisva se še srečala midva, a v sebi slutiva, da na svetu drug po drugem kličeva. Moja ljubica si moja, v sanjah roka tvoja, Boža mi srci. Povej mi si vsaj malo moja, ljubica si moja, pravljica naj tvoja, z mano se začne. Povej mi si vsaj malo moja, ljubica si moja, v sanjah roka tvoja, Boža mi srci. Povej mi si vsaj malo moja, ljubica si moja, pravljica naj tvoja, z mano se začne. Povej mi si vsaj malo moja.
Bog daj, lepo pozdravljeni iz Prekmurske Ravnice, pa tudi iz Goričkega. Novi Sloveniji želimo 15-letnici, da bi še dlje zagovarjala krščanske vrednote, pa si prizadevala za takšne ukrepe in predlagala državi, da bi lahko tuji vlagatelji pa domači vlagatelji vlagali in s tem zagotovili nova delovna mesta. Kmetisti pa takšne spodbude predlagali, da bi mladi ostali na kmetijah, starejšim pa ohranili dostojanstvo, tisti, štiri so celo življenje delali na kmetijah, tako da bi jim povrnili državne pokojnine. Ker smo pa na narodnostno mešanem območju, pa se želim sožitja in sodelovanja z narodnostmi in pa narodi okrog nas. Lep pozdrav iz Pirana, želim Novi Sloveniji, da bi zaupalo še več državljank in državljanov, ter da bi na prihodnjih volitvah dosegla še boljši rezultat, da bi lahko uresničila svoj predvolilni program, ki je bil najboljši do zdaj. Lep pozdrav iz Novega mesta. Novi Sloveniji želim predvsem čim več novih članov in čim več glasov na prihodnjih volitvah, ker bi to pomenilo, da stranka dobro dela in da so ljudje prepoznali njene rešitve kot tiste prave. Mislim namreč, da je dolžnost vsakega državljana, da se ukvarja s politiko po svojih najboljših močeh, Novi Sloveniji pa želim, da ostane odprta za različne pobude, da bodo vsi ti ljudje se našli pod njenim imenom. Lepo pozdravljeni iz Vipavske doline. Nova Slovenija je zame pristno prijateljstvo med člani in tudi priložnost za osebno obogatitev. Stranki želim poguma, da bi v slovenskem političnem prostoru uresničevala krščanske vrednote in ponudila najboljše rešitve za družbena vprašanja. Lep pozdrav iz najstarejšega slovenskega mesta Ptuj. Nova Slovenija mi veliko pomeni, saj stranka deluje odločno, v njej delujejo zaupanja vredni ljudje in svoj dober program zastopajo odločno za svojo etnično državo. Petnajst let že Nova Slovenija kljubuje vsem letnim časom. Ne ustavi je jesenski veter, kljubuje mrzli zimi, suhemu poletju in muhasti pomladi. Vedno je tukaj, trudi se dan za dnem. Kakšna je njena zgodovina, pa v naslednjem daljšem filmu, ki je bil narejen za zgodovino in za današnjo priložnost. Nova Slovenija, krščanski demokrati od ustanovitve do danes. Nova Slovenija je bila ustanovljena 4. avgusta 2000, nekaj mesecev potem, ko so se po dolgih letih prizadevanj združili Slovenska ljudska stranka in Slovenski krščanski demokrati. Združitvijo je razpadla takratna vladna koalicija. Združena stranka SLS plus SKD in Slovenska demokratska stranka pa sta oblikovali novo koalicijo. Mesto mandatarja je pripadlo najmočnejši stranki, ki je na ta položaj predlagala dr. Andreja Bajuka. Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije. Vlada, ki jo je vodil in v kateri je minister za zunanje zadeve postal Lojze Peterle, je v državnem zboru prisegla 7. junija 2000. Čeprav je vlada delala le dobrih 5 mesecev, je bila kos tako notranjim kot zunanjim izzivom. Pospešila je prilagajanje slovenske zakonodaje Evropski uniji, odpravila bistveni del zamude pri denacionalizaciji, predlagala nekatere reforme, o katerih se je prej 8 let le govorilo, ter pripravila nekatere strategije in nacionalne programe. Mesec dni po imenovanju vlade je združena stranka SLS plus SKD v državnem zboru v nasprotju z dogovorom podprla ustavni zakon glede volilnega sistema in tako zaobšla referendumsko voljo ljudi. Dr. Andrej Bajuk in Lojze Peterle sta zato protestno izstopila iz združene stranke in 4. avgusta 2000 v Ljubljani ustanovila novo stranko z imenom Nova Slovenija – krščanska ljudska stranka,
ki je povezala vse ljudi, ki sprejemajo krščanske, slovenske in evropske kulturne, demokratične, moralne in socialne vrednote. Vroče je, a predvsem nam je toplo v srcu, meni pa prav posebno, ko sem videl, kakšno navdušenje danes poskušamo načeti neko novo gibanje na slovenskem področju. Kakšne so pravzaprav vaše ocene glede možnosti stranke na volitev? Bo prestopila volilni prag in kakšen rezultat bo dosegla na volitvah po vašem? Prepričan sem, da bomo ta prag presegli. Dejstvo je, da to podporo, ki smo lahko jo ustvarili v tako kratkem času, mi resnično vzbuja veliko upanje, da bomo tudi uspeli na volitvah. Nova Slovenija, katere prvi predsednik je postal ravno dr. Andrej Bajuk, je hitro pričela rasti in vzpostavljati široko lokalno mrežo. Vanjo pa so se včlanjevali tudi vidni člani in župani nekdanjih slovenskih krščanskih demokratov. Kmalu zatem se je pričela kampanja za volitve v državni zbor, ki jo je stranka zaključila z veliko predvolilno konvencijo v polnih ljubljanskih Križankah. Na njej je dr. Andrej Bajuk dejal, da se je novo politično stranko ustanovilo tudi zaradi nezadovoljstva s sedanjimi razmerami, ki jih zaznamujeta politična govorica in ravnanje, ki govori eno, dela pa drugo. Samo stranki, ki zaupa v ljudi, lahko ljudje zaupajo. Predvolilni slogan Nove Slovenije je zato bil: beseda velja. Zapis, ki ti prinesemo vaje. Gospa, če pa še nagajo, pa kar pokličite. Velja, mojster. Nova Slovenija. To je mogoče. Oktobra, le 2 meseca po ustanovitvi, je stranka nastopila na parlamentarnih volitvah in prejela 8,66% glasov ter dobila 8 poslancev. To so postali dr. Andrej Bajuk, dr. Jožef Bernik, magister Janez Drobnič, Ivan Mamič, Lojze Peterle, Alojz Sok, Marija Ana Tisovic in Majda Zupan. Po izvolitvi Lojzeta Peterleta v Evropski parlament je nadomestni poslanec za nekaj mesecev postal Matjaž Falkner. V mandatnem obdobju 2000-2004 je Nova Slovenija sestavljala opozicijo takratni vladi pod vodstvom LDS. V stranki so bili ustanovljeni klub županov in svetnikov, podmladek Nove Slovenije, Mlada Slovenija in Ženska zveza. November pa je zaznamoval prvi redni kongres stranke v Rogaški Slatini pod sloganom Za Evropo na slovenskih tleh, na katerem so bile potrjene temeljne programske smernice političnega delovanja Nove Slovenije. Stranka je na visoko mesto postavila vrednote: dostojanstvo, svobodo, odgovornost in solidarnost, ter izpostavila nedokončan in oviran proces tranzicije. Za predsednika je bil ponovno izvoljen dr. Andrej Bajuk. Stara bolezen slovenske pomladi je ravno ta, da hitro nasede na razne govorice tistih, ki samo čakajo, kako bodo našo enotnost razbili. Sledilo je leto 2002, ko je Nova Slovenija na lokalnih volitvah dosegla podoben rezultat kot prej na parlamentarnih volitvah, 8,33%, in dobila 6 županov in 254 občinskih svetnikov. V okviru stranke je bila ustanovljena tudi Kmečka zveza. Svoj prvi tabor je Nova Slovenija organizirala v Sevcah pri Železnikih. Konec leta pa je časopis European Voice razglasil Lojzeta Peterleta za Evropejca leta v kategoriji Dosežek leta. Naziv si je prislužil kot član predsedstva Konvencije o prihodnosti Evrope, ki je pripravljala institucionalno prenovo Evropske unije. Leto 2004 je bilo za Slovenijo prelomno. Izpolnila je zunanje politična cilja in vstopila v zvezo NATO ter Evropsko unijo. Nova Slovenija pa je s tem postala polnopravna članica Evropske ljudske stranke. Junija so v Sloveniji potekale prve volitve v Evropski parlament. Stranka je postregla z inovativno kampanjo. Z evropskim avtobusom je prepotovala celotno Slovenijo in šla od srca do srca. Svetu smo dali demokracijo. Nismo se dali leta 1991. Dajmo. Zdaj. Nova Slovenija. Zdaj. Vrhunec kampanje je bil evropski tabor NSI v Trebnjem, čemur je sledila prepričljiva in za marsikoga, ki ni verjel v Novo Slovenijo, tudi presenetljiva zmaga na evropskih volitvah. Stranki so ljudje namenili 23,6% glasov in za evropska poslanca izvolili Lojzeta Peterleta in Ljudmilo Novak. Poleti je bila ustanovljena zveza seniorjev pri NSI. Septembra pa so bile pred stranko že druge volitve v državni zbor.
Inovativna kampanja po Sloveniji, v kateri je stranka izpostavljala zavzemanje za novo družinsko politiko in družini prijazno okolje, se je zaključila s konvencijo o polnih križankah in napovedjo zmage pomladnih strank. Naj se sari, naj usveti, naj oplodi, sori, da bo se me zasveti iskren. Nova smer, nova priložnost, nova Slovenija. Nova Slovenija je prejela 9,09% glasov in s tem 9 poslanskih sedežev. Poslanci so postali dr. Andrej Bajuk, Alojz Sok, Janez Drobnič, Marjetka Uhan, Martin Mikolič, Drago Koren, Anton Kokal, Jožef Horvat in Mojca Kucler-Dolinar. Stranka je vstopila v desno-sredinsko koalicijo in v vladi prevzela 4 resorje: finance, ki jih je vodil dr. Andrej Bajuk, delo, družino in socialne zadeve pod vodstvom magistra Janeza Drobniča in kasneje Marjete Cotman, pravosodje, ki ga je vodil dr. Lovro Šturm, ter visoko šolstvo, na katerem sta ministrovala dr. Jure Zupan in kasneje Mojca Kucler-Dolinar. Po prevzemu ministerskih mest so nadomestni poslanci postali Ciril Testen, magistr Franc Capuder in Majda Zupan. V začetku leta je stranka ustanovila Združenje delavcev pri NSI, jeseni pa je v Novi Gorici izpeljala svoj drugi redni kongres pod sloganom Nove možnosti Sloveniji. Za predsednika je bil ponovno izvoljen dr. Andrej Bajuk. Kongres pa je poleg resolucij sprejel tudi spremenjena statut in program z usmeritvami za stranko političnega centra z ljudsko širino in jasnim demokrščanskim profilom. Konec leta je dr. Andrej Bajuk strani revije The Banker prejel prestižno evropsko nagrado za finančnega ministra leta. V Rimu, kjer je potekal kongres Evropske ljudske stranke, je bil za njenega podpredsednika izvoljen Lojze Peterle. Na lokalnih volitvah istega leta je Nova Slovenija dosegla 6,33% glasov in prejela 190 mandatov v občinskih svetih. Iz njenih vrst pa je bilo izvoljenih 11 županov. To leto si bomo zapomnili še po ključni vlogi dr. Andreja Bajuka, ki je bil kot finančni minister med najzaslužnejšimi za uvedbo evra s 1. januarjem 2007. Prav zaradi teh njegovih zaslug in prizadevanj je prejel nagrado Evropejec leta v kategoriji Dosežek leta, ki jo podeljuje časopis European Voice. Na volitvah za predsednika Republike Slovenije leta 2007 je stranka skupaj z SDS in SLS podprla kandidaturo Lojzeta Peterleta za predsednika države, ki se je v konkurenci 7 kandidatov uspel uvrstiti v drugi krog volitev. Sledilo je leto 2008, v katerem je Slovenija uspešno predsedovala Evropski uniji. Na jesenskih državnozborskih volitvah pa je Nova Slovenija kljub državotvorni in konstruktivni vlogi v vladi dosegla samo 3,40% glasov in tako ostala izven parlamenta. Po razglasitvi rezultatov je z mesta predsednika stranke odstopil dr. Andrej Bajuk, izvršilni odbor pa je za vršilko dolžnosti predsednice do izrednega volilnega kongresa imenoval podpredsednico Ljudmilo Novak, ki je bila nato na izrednem volilnem kongresu novembra v Ljubljani tudi izvoljena za novo predsednico Nove Slovenije. Pričelo se je težko obdobje graditve novih temeljev stranke, ki pa se je kljub porazu odločila za nadaljevanje dela in skoraj nemogočo ponovno vrnitev v državni zbor. Leto so zaznamovali trdo delo in evropske volitve. Predvolilni avtobus NSI je na svoji poti ponovno obiskal številne slovenske kraje, kampanja pa je dosegla vrhunec na taboru v Lukovici. Če bi bile državnozborske volitve ta trenutek, bi se že vrnili v državni zbor. Uspešno delo stranke in kandidatov se je odrazilo v kar 16,58% glasov in pomenilo 3. mesto na evropskih volitvah. Glas Nove Slovenije v Evropskem parlamentu je zastopal poslanec Lojze Peterle. Za Novo Slovenijo in to listo je to zelo velik rezultat, glede na to, kaj vse se je napovedovalo, kako so izgledale prejšnje volitve. Nova Slovenija ostaja evropska parlamentarna stranka in tudi stranka v Sloveniji z jasnim profilom. Na njo je treba računati. Sem prepričan, da bo razvila svoj demokrščanski profil, tako da bo vstopila na naslednjih parlamentarnih volitvah tudi v slovenski parlament.
Poleti je stranka organizirala svoj prvi poletni tabor na Kolpi, namenjen druženju in debatnim večerom. Novembra pa je v Mariboru potekal 3. redni kongres Nove Slovenije, na katerem sta bila sprejeta novi temeljni program stranke ter novi statut. Nova Slovenija je tako napovedala odgovorno politiko blizu ljudem, se zavezala delu za človeka v duhu krščanskih vrednot ter se odločila za nekatere spremembe v organizacijski strukturi stranke. Ker se je Slovenija zaradi krize vrednot, ki so za obstoj in razvoj posameznika in naroda nujno potrebne, znašla v finančni, gospodarski, politični, moralni krizi in krizi družine, je Nova Slovenija ustanovila Zbor za vrednote. Zbor za vrednote želi v slovenski javnosti spodbuditi razpravo o tem, kakšno Slovenijo si želimo. Po slovenskih krajih je organizirala dobro sprejete razprave o vrednotah in o tem, kakšno državo si pravzaprav želimo. Članice in člani NSI so se istega leta srečali na taboru stranke v Rogatcu, ki je pomenil tudi uvod v jesenske lokalne volitve. Na njih je Nova Slovenija dosegla 5,93%, izvoljenih je bilo 10 županov in 201 občinski svetnik. Na 4. rednem kongresu stranke, decembra v Kranju, je bila z veliko podporo na mesto predsednice ponovno izvoljena Ljudmila Novak. Leto 2011 je bilo za Novo Slovenijo prelomno. Spomladi je kot neparlamentarna stranka zbrala potrebnih 5000 podpisov državljanov in v državni zbor vložila zakon o prostovoljnem članstvu v Kmetijsko-gozdarski zbornici. Ustanovljen je bil tudi gospodarski klub NSI, katerega glavna naloga je bila priprava gospodarskega programa stranke. Jesen je bila znana dolgo pričakovana odločitev Ustavnega sodišča, s katero je prepovedalo poimenovanje Titove ceste v Ljubljani. To je bil velik uspeh za stranko in njen podmladek, ki je tudi organiziral vložitev pobude za ustavno presojo. Politična kriza v Sloveniji se je v tem času stopnjevala, še posebej potem, ko vlada ni dobila podpore njenim predlogom na 4 referendumih. Na taboru stranke v Loški dolini je predsednica Ljudmila Novak optimistično napovedala, da je stranka pripravljena na volitve in da se bo vrnila v parlament. Zastavili smo si cilj 10%. Ne gre za gradove v oblakih, ampak za realen cilj, saj smo takšen rezultat dosegli že leta 2004. 16. avgusta istega leta je stranko pretresla vest o smrti ustanovitelja Nove Slovenije in njenega prvega predsednika dr. Andreja Bajuka. Politični prostor v Sloveniji se je v tistem trenutku poenotil, da je odšla oseba, ki je močno zaznamovala napredek demokratične in samostojne Slovenije in pustila velik pečat tako doma kot v tujini. Slovenija mu zato veliko dolguje, v spominu pa nam bo ostal kot ena izmed oseb, ki so Sloveniji veliko dali, a malo prejeli. Oktobra se je stranka poslovila še od enega od soustanoviteljev in nekdanjega poslanca NSI, dr. Jožeta Bernika. V novembru je v Ribnici potekal 5. kongres stranke, na katerem je predsednica Ljudmila Novak ponovno napovedala vrnitev Nove Slovenije v parlament. Mi moramo vrednote prevesti v rešitve in če bomo prišli z rešitvami, ki jih bodo ljudje razumeli, bomo imeli tudi dober rezultat. Dajmo povedati ljudem, da Nova Slovenija v vsakem trenutku lahko ponudi ljudi za katerokoli odgovorno mesto v državi. To je treba jasno povedati. Kdor bo dal glas Novi Sloveniji, bo dal glas za vrednote, za družino, za odgovornost, za poštenost, za to, da bo Sloveniji spet lepše. In to naj bo jasno sporočilo slovenski javnosti. Ni nas malo, veliko nas je, ponosni moramo biti na sami nase, ponosni moramo biti na stranko, ponosni na naše odlične kandidatke in kandidate, pokazati, kaj smo in iti od srca do srca, navdušiti vsa srca Slovenije. Vzemimo ta čas kot čas naše ustvarjalnosti, naše priložnosti, da naredimo nekaj za Slovenijo. 3 leta smo čakali na to priložnost, ne smemo je sedaj zamuditi. Zdaj je naš čas. Nova Slovenija bo prva stranka, ki se bo vrnila v parlament. Vem, da nam bo uspelo, saj delamo z dušo, srcem in ljubeznijo. Vrnimo upanje Sloveniji. 4. decembra nasvidenje v parlamentu.
Sledili sta predkampanja NSI gre v parlament ter volilna kampanja z naslovom Vrnimo upanje Sloveniji, ki sta prinesli odločilne rezultate in dvig podpore stranki v javnosti. Za koga boste pa volili letos decembra? Za koga boste pa vi? Za Novo Slovenijo. Za Novo Slovenijo? Ja, seveda. 3 leta ni v parlamentu, pa poglejte, kakšno sranje je ratal. Nekoliko provokativen oglas, trdo delo in verjetje v uspeh so se obrestovali in prinesli zgodovinski dan tako za stranko kot Slovenijo. 4. decembra 2011 se je namreč na predčasnih volitvah Novi Sloveniji kot prvi stranki v samostojni Sloveniji uspelo vrniti v državni zbor. Zelo se veselimo, smo zadovoljni, da so se vrata parlamenta za Novo Slovenijo odprla, to se pravi, da se vrača krščanska demokracija v slovenski parlament. Z rezultatom 4,88% so bili za poslance izvoljeni Ljudmila Novak, magister Matej Tonin, Jožef Horvat in Iva Dimic. Državni zbor se je na svoji konstitutivni seji sestal 21. decembra 2011 in na njej za podpredsednico parlamenta izvolil predsednico NSI Ljudmilo Novak. Ko zmagovalni stranki na volitvah ni uspelo sestaviti vlade, so s pogovori pričele stranke desne sredine, rezultat katerih je bila podpisana koalicijska pogodba med strankami NSI, SDS, DL, SLS in Desus ter izvoljena 10. slovenska vlada. Novi Sloveniji sta pripadla 2 resorja. Ljudmila Novak je postala ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, Aleš Hojs pa je prevzel obrambni resor. V poslanskih vrstah je Ljudmilo Novak zamenjal Janez Vasle. Decembra je v Vipavi potekal 6. redni kongres stranke. Za 3. mandat predsednice je bila z veliko podporo ponovno izvoljena Ljudmila Novak. Politične razmere so v začetku leta 2013 botrovale k padcu vlade. Nova Slovenija je napovedala, da ne bo sestavljala nove vlade, temveč se umika v opozicijo, kjer bo tako kot vse skozi delovala konstruktivno. Na majskem taboru v Kamniku je predsednica Ljudmila Novak v govoru med drugim izpostavila vrednote, ki jim je zapisana stranka. Načelnost, demokratičnost, dobronamirnost, nekonfliktnost, predvsem pa pošteno in odgovorno delo so naši aduti. Kmalu po taboru je Nova Slovenija ustanovila svoj strokovni svet ali tako imenovano vlado v senci in se pričela pripravljati na prihajajoče volitve. Kongres NSI na Vranskem je minil v znamenju delne spremembe strankinega imena v Nova Slovenija krščanski demokrati in sporočilom, da ima krščanska demokracija v Sloveniji in predvsem v Evropi zelo pomembno vlogo. Močnejši krščanski demokrati so najtrdnejše zagotovilo za lepšo in svetlejšo prihodnost Slovenije. In so desne stranke, ki so konzervativno-liberalne. Liberalne v ekonomskem pogledu. Kar pomeni, da so stranke, ki se zavzemajo za male podjetnike, za obrtnike, za male SP-čke, za mala delovna mesta. Tisto, kar ne bi zgradili zdravo in trdno strukturo gospodarstva. Za izjavo, kongresno izjavo, ki jo sprejemate, ste vi ta tretja stranka. In ta izjava vas zavezuje pred zgodovino. Vi ste tista desnica, ki razume tržno gospodarstvo, tista desnica, ki se bo zavzela za male podjetnike, za male ljudi, ki sestavljajo gospodarstvo. Danes vemo, da se lahko zanašamo samo nase, na svoje sile, predvsem pa na to bogato tradicijo, ki so nam jo zapustili predniki in ki je mi ne smemo zapraviti, pa naj imamo 5% ali 10 ali 20. Slišali ste za priliko o gorčičnem zrnu v evangeliju. Lahko, da je naša stranka podobna temu, ima pa vse upanje, da zraste v mogočno drevo, kamor bodo sedale ptice in prepevale slavo Božjo. Nove Slovenije, ki se bo glasilo Nova Slovenija, krščanski demokrati. Kdo je za? Hvala lepa. Je kdo proti? Nihče. Hvala lepa. Sprememba je sprejeta. Nas ne bo rešil večinski sistem,
ali pa noben drug sistem. Kar je treba v Sloveniji spremeniti, je sprememba politične kulture. In tudi to je element, ki ga ni imela nobena druga politična stranka, ga imela slovenska krščanska demokracija. Mi smo dali v program novo politično kulturo. Krščanski demokrati želimo delati odgovorno in to je naš odgovor za prihodnost Slovenije, Slovenije, o kateri smo sanjali in katero smo tudi soustvarjali. Krščanski demokrati verjamemo, da lahko naše sanje o demokratični, pravični in pošteni Sloveniji v prihodnosti tudi ponovno uresničimo. Krščanska demokracija v Sloveniji še zdaleč ni rekla zadnje besede. Mi, krščanski demokrati, smo optimisti in bomo naredili vse za boljšo Slovenijo, na katero bomo spet lahko vsi skupaj ponosni. V letu 2014 so volivci odšli na volišča kar 3-krat. Na volitvah v Evropski parlament je Nova Slovenija nastopila s skupno listo s Slovensko ljudsko stranko, katere nosilec je bil Lojze Peterle. Povezovanje dveh sorodnih strank so volivci nagradili in listi namenili 16,60% glasov, kar je pomenilo drugo mesto in izvolitev dveh evropskih poslancev. V imenu NSI slovenske interese v Bruslju in Strasburu ponovno zastopa Lojze Peterle. Trenja med koalicijskimi strankami so povzročila razpad 11. slovenske vlade, zato so sredi leta sledile predčasne volitve. Nova Slovenija je na njih nastopila z novim in aktualnim gospodarskim programom, ki so ga poznavalci ocenili kot najboljšega za izhod iz krize. Tudi na račun tega je stranka dobila 5,59% podporo. 4 dosedanjim poslancem, Ljudmili Novak, Ivi Dimic, Jožefu Horvatu in magistru Mateju Toninu, se je pridružil Jernej Vrtovec. Kljub povabilu zmagovalne stranke na pogovore za oblikovanje vladne koalicije, se je Nova Slovenija odločila, da v vlado ne vstopi in ostane v opoziciji. Njeni predlogi reform z področja gospodarstva, zdravstva in pravosodja, ki jih je zastopala med volilno kampanjo in na njih vztrajala, namreč niso bili sprejeti s strani sedanjih koalicijskih partneric. Na oktobrskih lokalnih volitvah so volivci Novi Sloveniji namenili 6,61% glasov, ki je tako izboljšala rezultate iz let 2006 in 2010. Izvoljenih je bilo 10 županov in 228 občinskih svetnikov. Na 8. kongresu NSI, ki je pod geslom Priložnost za rast potekal na Vrhniki, je bila za predsednico stranke ponovno izvoljena Ljudmila Novak. In kaj je Nova Slovenija danes? Je sodobna krščansko-demokratska stranka, ki je članica Evropske ljudske stranke. Ima preko 10.000 članic in članov, preko 2.500 simpatizerk in simpatizerjev, organizirana je v 24 regijskih odborih, poleg občinskih odborov v 190 slovenskih občinah ima še številne četrtne, krajevne in vaške odbore. Stranka deluje tudi med Slovenci po svetu. Ustanovljena ima območna odbora v Argentini in Nemčiji. Vsako leto se sestane najvišji organ stranke, kongres, ki ga sestavlja preko 500 predstavnikov in predstavnic članstva. V državnem zboru ima stranka 5 poslancev, enega poslanca v Evropskem parlamentu, 10 županov slovenskih občin in 227 občinskih svetnikov. Na strokovni ravni pa v stranki deluje 16 strokovnih odborov, ki sestavljajo ekipo za prihodnost, na interesni ravni pa deluje 7 organizacijskih oblik. Mlada Slovenija, Ženska zveza, Zveza seniorjev, Gospodarski klub, Združenje delavcev, Kmečka zveza ter klub županov in svetnikov. Stranka vsako leto organizira tradicionalni tabor, ki se ga udeleži več tisoč članov, simpatizerjev in prijateljev. Nova Slovenija, krščanski demokrati, je demokratična politična stranka, ki želi povezovati vse državljanke in državljane Republike Slovenije, ki sprejemajo demokracijo, krščanske vrednote, slovensko kulturo ter evropsko povezovanje in sodelovanje. V stranki verjamejo v ljudi, ki so dinamični, podjetni, nadarjeni, ustvarjalni in notranje motivirani. Ljudi, ki imajo bistre ideje in sledijo svojim sanjam. Verjamejo v ljudi, ki preizkušajo nove zamisli, tvegajo in se ne bojijo neuspeha. Ljudi, ki se poberejo in hodijo dalje, dokler ne prispejo na cilj. Ljudi, ki se učijo, rastejo in ustvarjajo. Nova Slovenija, krščanski demokrati, verjamejo v poštene, iskrene, strpne in strokovne ljudi, ki so pripravljeni brez zavidanja in borbe za prestiž medsebojno sodelovati pri uresničevanju programa krščanske demokracije na Slovenskem. Nova Slovenija.
Stranka, ki je že 15 let blizu ljudem. In naj sedaj besede in sliko zamenja pesem. Z nami bo v naslednjih minutah profesorica kitare in izjemna vokalistka Urška Tekavc. Najprej bomo slišali skladbo z naslovom Pesem in dotik. Lep pozdrav iz Pivke. Novi Sloveniji želimo 15. obletnici, da bi ustrajala pri temeljnih načelih, ki so bili postavljeni že na začetku. To je znano geslo dr. Bajuka, beseda velja, in tudi, da bi vedno ostala blizu ljudem, kar je tudi pomembno vodilo našega delovanja. Nova Slovenija mi pomeni pravo izbiro, ker nadaljuje tradicijo krščanske demokracije in išče prave rešitve za slovenske probleme. Prisrčen pozdrav iz Velenja, iz središča Savinjsko-Šaleške regije. Prepoznavna vrlina Nove Slovenije je dober program in jasno zagovarjanje svojih stališč. To pokončno držo priznava stranki vedno večji krog volivcev, vedno večji krog državljanov in želim, da se ta trend nadaljuje. Pri prihodnjih volitvah seveda želim, da se to večanje ugleda odraža tudi na rezultatu volitev, da stranka poveča število svojih mest v državnem zboru in da ob morebitni vladajoči koaliciji tudi sama pripomore k razvoju naše države. Ki
Spomni se na pesek in dotik, prvi je korak junija takrat, še spomin na pesek in poljub. Lepo pozdravljeni iz Kranja, lepo se majte. Zame je Nova Slovenija stranka, za katero se je splačalo boriti do sedaj in se splača boriti tudi naprej na političnem prostoru v Sloveniji. Stranka, ki predstavlja ali zagovarja moje vrednote kot kristjana, stranka, ki nima problematičnih poslancev, ki nima problematičnih oseb v svojih vrstah, stranka, ki želim vse najboljše na naslednjih volitvah in stranka, ki me zadovoljuje z vsemi postopki oziroma z vsemi dejanji, ki jih je do sedaj naredila. Novi Sloveniji želimo 15-letnici vse najlepše. To pomeni, da moram izhajati iz sebe, da se bom sam potrudil, da bom še naprej pomagal Novi Sloveniji pri razvoju, pri vseh delih in dejavnostih, ki jih bo Nova Slovenija naredila na terenu, in pa, da bom z vsem srcem podpiral odločitve, ki jih bojo sprejemali naši poslanci oziroma naši organi, svet stranke, izvršilni odbor in pa drugi organi. Pozdrav iz Rimskih Toplic, iz zdraviliškega kraja. V Novi Sloveniji ob njeni 15. obletnici želim veliko dobre kondicije, da bi stranka ostala na tej poti, začrtani poti, oziroma da bi se borila na strani majhnih in pravičnih, da bi v bistvu sledila začrtanim ciljem, ki smo si jih zadali pred 15 leti. Tako da jaz verjamem, da je edina stranka, ki je sposobna pripeljati Slovenijo iz te krize. V programu Nove Slovenije je med drugim zapisano, da so ljudje naše gospodarstvo. Hočemo, da naša družinska podjetja, naša mala podjetja, naši inovatorji, izumitelji, umetniki, raziskovalci, znanstveniki in samozaposleni postanejo vzor mladim po vsej Sloveniji. Ustvarjali bomo okolje, v katerem lahko uspevajo podjetniki ter družinska podjetja. Podjetništvo pa je nagrajeno. Tako piše v programu Nove Slovenije, ki ga najdete tudi na spletni strani www.nsi.si. Tega se zavedajo in ta program podpirajo tudi mnogi gospodarstveniki. Nekaj smo jih ujeli pred našo kamero. Želim si, da bi imeli v Sloveniji čim več političnih strank, ki se ukvarjajo z reševanjem težav v gospodarstvu, z ustvarjanjem dela in z dodajanjem vrednosti življenju nas Slovencev. Zato čestitam Novi Sloveniji za uspešno prehojeno pot in jim želim vsaj tako uspešno še naprej, oziroma da bodo tempo ustvarjanja boljšega življenja nas Slovencev še izboljšali. Vse najboljše Novi Sloveniji. Čestitke za uspešno delo, posebej, ker so prišli nazaj v parlament in ker zadnje čase zelo konstruktivno delajo. Povedal bi rad še to, da Nova Slovenija je imela na zadnjih volitvah od vseh strank najboljši ekonomski program. Če bi ta program bil implementiran, uveden, potem bi pri nas imeli više pokojnine, boljše plače in pa manjšo nezaposlenost, večjo zaposlenost. Nažalost, tega mediji še niso opazili, so opazili do neke mere, ne pa tako, kot je treba. Bi pa povedal še eno zgodbo. Namreč, ko sem jaz otrok majhen, sem mislil, da ta izrek prvi bo zadnji in zadnji bo prvi samoupravljica. Ampak v prvih volitvah pred 25 leti za časa Demosa se je to zgodilo in to praktično s predhodnico vaše stranke. In jaz sem prepričan, da če boste pridni, dobro delali, konstruktivno, pošteno, ne se prepirali z drugimi strankami, ker uspešno ne delate, potem se bo spet uresničilo, da bojo zadnji prvi in prvi zadnji.
nami pa bo sedaj znova Urška Tekavc skladbo Ne bodi kot drugi. Prinesi mi rože, ki divje cvetijo, odpelji me v goro, kjer škrati živijo, pokaži mi zvezdo s mojim imenom, složi mi pesem s pisarnim refrenom, povabi me včasih v kraje neznane, mi zjutraj pod oknom pripelji cigane, povej mi v sanjah, tudi so grešne, zaupaj mi želje, če tudi so smešne, napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi, ljubezen je reka, ki teče po strugi, napravi to zopet, hodi po poti, se sreča ni nekaj, kar pride naproti, poljubi me nežno, kot drugi hitijo, odpelji me v mesto, drugi še spijo. Soda je živa, mrtvi junaki še hrepenijo, postaje in vlaki, napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi, ljubezen je reka, ki teče po strugi, napravi to zopet, ne hodi po poti, se sreča ni nekaj, kar pride naproti, se sreča ni nekaj, kar pride naproti. Mislim, da je to med programi političnih strank, ne, recimo ekonomska pozicija, ki mi je najbližja, ne, tako kot je bila zapisana v programu pred volitvami. Pa nisem član seveda nobene politične stranke in tudi nikoli nisem bil. Ne. Korak naprej za stranko, mislim, to je skoraj, ni dvoma o tem, bi moral biti, da v kasnejšem naslednjem mandatu, v sklicu parlamenta, ne, sodeluje v vladi, ne, in če me bi recimo podobno vprašali, ko boste 20-letnico praznovali, torej leta 2020, ne, da bom takrat komentiral poteze takratnega finančnega ministra, ne, ker je se pravi, edino logično, ne, ko zavzameš tako recimo pač stališče do javnih financ in tako naprej, da je poteza stranke k temu, da prevzame ta resor recimo v prihodnosti. Ne. Sem to, da doživi še naslednjih 15 let, da nadaljuje ta del, ki ga je začela bolj liberalnega ekonomskega programa, da uspe s kakšnimi svojimi predlogi, ne, in da hkrati mogoče uspe pritegniti širši krog ljudi z neko modernizacijo kakšnih svojih stališč, bolj družbenih vprašanj, ne samo ekonomskih. In da se ukrepi morda tudi z ljudmi, ki so v zadnjem času malo izgubili svoje stranke ali pa se ne najdejo več v drugih. In da bi znala govoriti tiste volivce, ki se imajo za sredinske, ki se imajo za neideološke, pragmatične, predvsem usmerjene v gospodarsko vprašanje, ki jih velike ideološke teme ali pa vrednostne teme včasih tudi odbijajo.
Spoštovani, mi bomo s tem uradnim delom počasi sklenili in vas povabili na tistega družabnega, se veste, o receptu o tankanju, se spomnite? Pa mi dovolite, hvaležnost je spomin srca. Prav je, da se ob sklepu zahvalim vsem, ki ste tako ali drugače pomagali k nocojšnji prireditvi. Še posebej se zahvaljujemo za dobro kapljico Alojzu Soku, Ivanu Skrtu, Prinčič Jožetu in Damjanu, družini Tomše, Francetu Vranetiču, Augustu Danilu Pucerju, Dorjanu Dujmoviču, občinskemu odboru Jesenice, Stanku Horvatu, Nadi Ušaj Pregalc, Stanku Pavhu, Marjanu Furlanu, Rafku Zupanu in Luki Luzarju. Hvala lepa. Za ostale dobrote pa se prisrčno zahvaljujemo Jožetu Cvetku, Kmetiji Ravan, Jožetu Jurkoviču, Štefki Gliha, Emilijani Pavlin, Matiji Romu, Francu Starihi, Antonu Kosmu, Slavki Kregar, Mariji Lautar, Toniju Hareju, Metki Harej, Enesi Koroška in Juretu Levartu. Stranka ni predsednik ali predsednica, poslanec ali poslanka, glavni tajnik, tajnica. Stranka ste ljudje, ki v njo verjamete. Naj tako tudi ostane. Kajti brez Nove Slovenije ni prave Slovenije. In prave Slovenije ni brez vrednot, ki jih zastopate, krščanski demokrati. In kaj lepšega, da je Slovenija opisana v eni od skladb nedavno preminulega velikega Slovenca Slavka Avsenika. Vprašal se je: Slovenija, od kod lepote tvoje? Za 15. obletnico Nove Slovenije in v njegov spomin Urška Tekavc. Povsod, kjer mi seže pogled, lepota zasanjana, ki najti še lepši je svet, ki lepše je kot doma, se s hribom daljavo zazrem, pred pričo dolin gora, daljavi še modro morje uzrem, ki lepše je kot doma. Slovenija, odkot lepote tvoje, pozdravljamo te iz srca in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pesem pojem, ne išči sreče drugod kot le doma. Povejše oblaček ti bil, obhodil že vrsti svet, je lepša dežela še kjer, kot naša, kjer sem doma, je vetrič veselo zapil.